2 bilijona dolarjev se vlivata v umetno inteligenco in to bi lahko povzročilo, da bi borza poletela v nebo ali pa jo popolnoma pokopalo. In strašljiv del je, da je zlom veliko bolj verjeten in bi lahko neposredno vplival na vas. Tukaj je Josh in v današnji epizodi oddaje The Infographic Show razkrivamo, kaj se zgodi z gospodarstvom, če poči balon umetne inteligence. Po najnovejših ocenah podjetja Gallup je leta 2025 kar 62% Američanov imelo v lasti delnice, kar je najvišja stopnja v zadnjih 2 desetletjih. To vključuje pokojninske račune, načrte tipa 401k in indeksne sklade. Po zlomu dot-com balona in nepremičninskem zlomu leta 2008 so se ljudje naučili verjeti, da je pasivno vlaganje v S&P 500 najvarnejša dolgoročna strategija. Tudi po teh zlomih se je Nasdaq sčasoma pobral, pri čemer so ga vodili novi oprijemljivi izdelki in storitve, o katerih bomo govorili kasneje. Danes vlaganje v S&P 500 v bistvu pomeni močno staviti na peščico podjetij, ki jih poganja umetna inteligenca, da bodo rasla večno. Trenutno je 52% S&P 500 skoncentriranih v samo 20 podjetjih, večina od njih pa izkorišča val umetne inteligence. Ko ta mesec prispevate v svoj pokojninski načrt tipa 401, gre del vašega denarja neposredno v ambicije umetne inteligence podjetij Nvidia, Microsoft in Alphabet. Ne glede na to, ali vam je to všeč ali ne, je obseg tega lahko potencialno uničujoč. Raziskava podjetij BlackRock in Commonwealth je pokazala, da ima približno 54% Američanov, ki zaslužijo med 30.000 in 80.000 dolarjev naložbene račune. To niso upravljavci hedge skladov, ki lahko preživijo zlom. To so učitelji, medicinske sestre in skladiščni delavci. Potem so tu še pokojninski skladi, pokojninski sistemi za učitelje, mestne delavce in javne uslužbence. Milijarde dolarjev iz teh skladov se stekajo v iste delnice, povezane z umetno inteligenco. To so ene najbolj nevarnih razpok ob naslednjem popravku trga. Dobički so šli podjetjem, ki so stavila. Če gre vse narobe, jih to ne bo prizadelo. To bo prizadelo ljudi, ki to najtežje prenesejo. Človeška cena se izgubi v številkah, ki segajo v bilijone dolarjev. Ko dovolj časa preživiš ob zgodbah o gospodarstvu, trgih in tem, kam vse skupaj pelje, se zlahka ujameš v miselnost, da moraš vse takoj razumeti. Če ne moreš doumeti celotno sliko naenkrat, si ves čas pod stresom, preveč razmišljaš in ne veš, kje začeti. Mislim, da se s tem lahko poistoveti veliko ljudi, ker je tudi življenje takšno. Včasih pritisk ni ena velika, dramatična stvar. Je le stalen občutek negotovosti, stresa in občutek, da bi moral imeti vse odgovore takoj. To je eden od razlogov, zakaj je terapija lahko tako dragocena. Daje ti prostor, da se umiriš, razčistiš svoje čustva in narediš korak za korakom, namesto da bi vse obravnaval kot vse ali nič. Terapija mi je pomagala nekaj, kar se zdi kot ogromen problem, razčleniti na veliko bolj obvladljive dele. Pomagala mi je, da se osredotočim na to, kar lahko naredim zdaj in da stvari niso več tako preplavljajoče. In zato sem vesel, da BetterHelp sponzorira ta video. BetterHelp olajša začetek terapije. Izpolniš lahko kratek vprašalnik in te povežejo z licenciranim terapevtom. In če se ti ne zdi pravi terapevt, ga lahko kadarkoli zamenjaš brez dodatnih stroškov. Komuniciraš lahko tudi na način, ki ti najbolj ustreza, naj bo to po telefonu, videu ali preko sporočil. Včasih napredek ni v tem, da vse popraviš naenkrat. Včasih gre le za to, da imaš podporo in perspektivo, da lahko nekoliko jasneje nadaljuješ. Če razmišljaš o tem, da bi poskusil terapijo, klikni na povezavo v opisu ali pojdi na betterhelp.com/infographics in si zagotovi 10% popusta na prvi mesec terapije. Če so osnovna ekonomska načela tako nestabilna, kaj potem ohranja razcvet umetne inteligence? Odgovor je v krožnem financiranju. In ko to enkrat vidiš, ne moreš več pogledati stran. Želiš ostati korak pred razcvetom umetne inteligence in tveganji, ki jih prinaša? Všečkaj, deli in se naroči. Imamo še veliko več o revoluciji umetne inteligence in kaj to pomeni zate. Nvidia je leta 2026 vložila 30 milijard dolarjev v OpenAI, nato pa OpenAI uporabi ta sredstva za nakup čipov podjetja Nvidia. Denar gre ven in se takoj vrne nazaj. Prihodki podjetja Nvidia so videti zelo dobri. OpenAI je videti dobro kapitaliziran z velikim vlagateljem za seboj. Vrednost vseh podjetij naraste. Za vse to ni bilo potrebno, da bi kakšna resnična stranka plačala za izdelek. Potem je tu še Microsoft. Podjetje je vložilo 13 milijard dolarjev v OpenAI, vendar je pomemben del tega prišel v obliki dobropisov za storitve v oblaku Azure, ne v gotovini. OpenAI je to lahko zabeležil kot zbrani kapital, vendar zaposlenih ne moreš plačati s krediti za oblak. Ne moreš plačati najemnin za pisarne ali pravnih stroškov. Kar je izgledalo kot 10 milijard dolarjev velika investicija, je bila v resnici darilna kartica v vrednosti 10 milijard dolarjev, ki jo lahko porabiš samo v Microsoftovi lastni trgovini. Zelo malo gotovine je dejansko zamenjalo lastnika.
OpenAI ima dogovor, po katerem 75% svojega dobička pošilja nazaj Microsoftu, da povrne investicijo. Ko je to poravnano, se delež zniža na 49%. Microsoft v bistvu samo pošilja denar noter in ga nato vrača samemu sebi. Ampak gre še globlje. OpenAI ima deleže v AMD, medtem ko Nvidia ima lastništvo v CoreWeave, ponudniku oblačnih storitev, na katerega se Microsoft močno zanaša. Microsoft je nato ena največjih strank podjetja Nvidia. Oracle je celo podpisal več milijard dolarjev vreden dogovor z OpenAI. V bistvu ti z investicijami podprti velikani kupujejo storitve drug od drugega. To je mreža krožnega financiranja, ki je ne moreš prezreti. Neta je to pripeljal do skrajnosti konec oktobra 2025. Prodal je za 30 milijard dolarjev podjetniških obveznic, hkrati pa si je zagotovil še dodatnih 30 milijard dolgov izven bilance stanja prek skupnega podjetja, ki ga je strukturiral Morgan Stanley. To je bilo zasnovano tako, da bi prikrilo dejanski obseg njegovih obveznosti. Zakaj je to problem? No, pri krožnem financiranju dejansko ni vpletenega nobenega pravega denarja. Gre le za kup zadolžnic, za katere lastniki upajo, da jih nihče nikoli ne bo unovčil. Prihodki izgledajo impresivno, vse do trenutka, ko vsi poskušajo unovčiti svoje terjatve hkrati. Da bi še bolj poudaril bistvo, Morgan Stanley ocenjuje, da bodo svetovni izdatki za podatkovne centre med letoma 2025 in 2028 narasli na 3 bilijone dolarjev. 800 milijard dolarjev od tega je financiranih z zasebnim kreditiranjem. To niso zaslužki, ampak dolg, ki so ga vlagatelji pridobili pri drugih podjetjih. Torej, ob vsej tej podpori bi si mislili, da imajo podjetja za umetno inteligenco, kot je OpenAI, ogromno denarja. Toda finančni podatki kažejo povsem drugačno sliko. OpenAI je za leto 2025 poročal o letni ravni prihodkov v višini 20 milijard dolarjev, vendar so bili stroški za poganjanje njihovih modelov tako astronomski, da so skoraj vse porabili, kar je povzročilo osupljivo čisto izgubo v višini 17 milijard dolarjev. Novembra 2020 je podjetje potrdilo, da pričakuje letne izgube vse do leta 2028, vključno s 74 milijardami dolarjev poslovnih izgub samo v letu 2028. Kljub temu vrednotenja ostajajo visoka, ker za zdaj še vedno priteka dovolj denarja. To nas pripelje do najbolj obremenilnega podatka od vseh. Avgusta 2025 je bilo objavljeno poročilo, ki bi moralo biti na naslovnicah vseh časopisov. Preučevalo je 30 do 40 milijard dolarjev podjetniških naložb v generativno umetno inteligenco v stotinah organizacij. Ugotovitev je bila, da je 95% teh organizacij poročalo o ničelni merljivi donosnosti naložbe. Podatki ameriškega urada za popis prebivalstva prav tako kažejo, da je sprejemanje umetne inteligence pri velikih podjetjih morda že doseglo vrhunec in se začelo zmanjševati leta 2025. Kar podjetja dejansko počnejo, je občasna uporaba orodij umetne inteligence, ročni pregled njihovih rezultatov in nato ročno izvajanje teh rezultatov. Nekaj sicer pospeši, vendar delo še vedno opravi človek. To ustvarja past za podjetja, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Več kot je ljudi, ki uporabljajo izdelek, več denarja podjetje izgubi. Kakšna je torej teorija, kako naj bi to postalo vzdržno? Iskren odgovor je, da podjetja z umetno inteligenco stavijo na prihodnost, ki še ne obstaja. Od vlagateljev, uporabnikov in gospodarstva zahtevajo, da danes financirajo to stavo. Logika je, da bodo stroški računalniške moči padli in učinkovitost se bo izboljšala. To bo vodilo do nižjih stroškov za potrošnika. V neki prihodnosti bodo prihodki presegli stopnjo porabe. Na vsezadnje je internet kljub zlomu dotcom balona sčasoma izpolnil svoje obljube. Nekatere od teh podjetij so postala pomembni igralci, ki jih danes vidimo na področju umetne inteligence. Toda takšen okvir nekaj prikriva. Harvardski ekonomist Jason Furman je ocenil, da je naložba v infrastrukturo povezano z umetno inteligenco predstavljala približno 92% rasti BDP ZDA v prvi polovici leta 2025. Če to odstranimo, bi država v tem obdobju zrasla le za 0,1%. To pomeni, da je ameriško gospodarstvo postalo odvisno od vala trošenja, za katerim ni dokazanega prihodkovnega modela. AI balon še ni počil, vendar je struktura pod njim znana. Kaj se torej zgodi, ko poči? Investicijsko podjetje Oliver Wyman je oblikovalo dva scenarija. Noben ni dober. Prvi je delniški scenarij, kjer sprememba zaupanja vlagateljev sproži široko korekcijo delnic povezanih z umetno inteligenco. Glede na to, da delnice povezane z umetno inteligenco predstavljajo približno 75% donosov S&P 500, bi razprodaja v celotnem sektorju močno prizadela širši indeks. Če bi prišlo do zlomov podobnih tistim med dotcom krizo, bi to lahko izbrisalo več kot 20 bilijonov dolarjev premoženja ameriških gospodinjstev in 15 bilijonov dolarjev premoženja tujih vlagateljev.
Pri današnjih vrednotenjih bi lahko skupna številka presegla 33 bilijonov dolarjev, kar presega letni BDP ZDA. V drugem scenariju dimenzija dolga vse skupaj še poslabša. Za razliko od obdobja .com, ki je bilo predvsem zgodba o lastniškem kapitalu, je razvoj umetne inteligence vse bolj financiran z dolgom. Če se ta kreditna struktura razplete, bi lahko videli nekaj, kar je bolj podobno zlomu leta 2008. Manjše banke, ki so močno posojale podjetjem za umetno inteligenco ali jih štejejo za ključne deponente, bi takoj propadle. Družbena omrežja bi lahko pospešila navale na banke iz dni na ure. Michael Burry, vlagatelj, ki je zaslovel stavo proti stanovanjskemu trgu pred letom 2008, je opozoril, da bo vlada storila vse, da reši balon umetne inteligence. Vendar pa po njegovem mnenju, za razliko od leta 2008, bo finančna luknja morda preprosto prevelika, da bi jo bilo mogoče zapolniti. Številke so prevelike, da bi jih lahko prezrli, a to ni nič v primerjavi s človeško ceno zloma. V ZDA bi lahko bilo ogroženih več kot 2,5 milijona delovnih mest v primeru popolnega zloma. Medtem ko si največja podjetja med seboj izmenjujejo denar, še vedno potrebujejo čipe in elektriko, ki mora pritekati. Tako so velikani umetne inteligence sprejeli ogromne zavezujoče obveznosti do fizične energetske infrastrukture ZDA. Microsoft je podpisal pogodbo o nakupu električne energije za ponovno odprtje jedrske elektrarne Three Mile Island v Pensilvaniji. Google je podpisal pogodbo za ponovni zagon energetskega centra Duane Arnold v Iowi. OpenAI in Oracle nameščata več kot gigavat plinskih turbin na svojem kampusu Project Stargate v Abileneju v Teksasu. Medtem podatkovni center Prometej v Ohaju naj bi začel obratovati leta 2026 in bo deloval z 1 gigavatom moči. Veliko večji podatkovni center Hyperion v Louisiani bo porabljal 5 gigavatov, ko bo začel obratovati leta 2030. Imel bo dovolj električne energije, da bi lahko dvakrat napajal celotno mesto, New Orleans. 42 zveznih držav nima davka na promet ali pa ponuja popolne ali delne oprostitve za podatkovne centre. V 16 zveznih državah, ki to javno poročajo, izgubljeni prihodki v 5 letih znašajo skupaj 6 milijard dolarjev. To je 6 milijard dolarjev, ki ne gredo v šole, infrastrukturo ali lokalne storitve. Namesto tega se ta denar vliva v podatkovne centre, ki naj bi poganjali naslednjo splošno umetno inteligenco. Ljudje že zdaj plačujejo za to širitev, še preden balon poči. Če podatkovni centri ugasnejo, te obnovljene elektrarne ne izginejo kar tako. Prav tako ne izginejo pogodbe, ki jih ustvarjajo. Kar pa izgine, so prihodki, ki naj bi jih upravičili. Zasebna podjetja, ki so tvegala, dobijo pomoč države. Javnost pa to plača z višjimi stroški elektrike, morda celo desetletja. Ko je leta 2000 počil internetni balon, so za njim ostala optična vlakna, ki so zdržala desetletja in še vedno povezujejo svet. Novinci so jih lahko kupili po izjemno nizkih cenah in na njih zgradili infrastrukturo naslednje generacije. Google, YouTube in Netflix so vsi delovali na poceni optičnih vlaknih, ki so jih položila .com podjetja, a si jih niso mogla privoščiti vzdrževati. Zlom je bil boleč, a je nekaj pustil za sabo. AI čipi ne delujejo tako, fizično se obrabijo v 1 do 3 let intenzivne uporabe. Svojo ekonomsko vrednost izgubijo skoraj takoj, ko pride naslednja generacija strojne opreme. Podatkovni center, poln 3 leta starih Nvidia čipov, je v bistvu odpad. Ampak kako pravzaprav pride do zloma? In kaj ljudje naredijo? Preprosto povedano, AI balon bo v nekaj mesecih verjetno splahnel, ko bo vedno več vlagateljev ugotovilo, da umetna inteligenca nima dolgoročne prihodnosti. To smo že videli v obdobju .comov. Zlom je trajal 2 leti, da se je popolnoma odvil. Podjetja so iz četrtletja v četrtletje porabljala denar. Vlagatelji niso bili pripravljeni financirati izgub brez jasne poti do dobička. Enako je že vidno pri umetni inteligenci. Zagonska podjetja propadajo. Najbolj donosni deli trga, enonamenski agenti umetne inteligence, orodja za razporejanje z umetno inteligenco in generatorji vsebin z umetno inteligenco se čez noč spreminjajo v zamenljivo blago zaradi velikih ponudnikov modelov, takoj ko se je izkazalo, da trg obstaja. Kot je dejal eden od vlagateljev tveganega kapitala, bo vsako zagonsko podjetje z aplikacijami umetne inteligence verjetno uničeno zaradi hitre širitve podjetij, ki so zgradila osnovne modele. Poglejte samo OpenAI. Njihove lastne finančne projekcije kažejo velike izgube vse do leta 2028. Dobičkonosnost se teoretično pojavi šele leta 2030, vendar le, če umetna splošna inteligenca oziroma AGI pride pravočasno. To ni poslovni načrt, temveč stava na tehnološki preboj, za katerega nihče ni dokazal, da ga je mogoče doseči. Če zmanjka denarja, preden pride do preboja, je najbolj verjeten izid ta, da veliki igralci prevzamejo manjše.
Microsoft, Google in Amazon niso začeli z umetno inteligenco in imajo rezervne načrte enega za drugim. Imajo tudi dovolj kapitala, da lahko kupijo tisto, česar si ne morejo privoščiti, da bi propadlo. Revolucija umetne inteligence bi se preprosto končala tako, da bi večina orodij za umetno inteligenco pristala v lasti 3 podjetij namesto 20. Kar ne bo prevzeto, so stroški, ki so bili že prej prevaljeni na druge. Višji računi za elektriko bodo ostali. Energetska podjetja bodo že našla naslednjega kupca in prepričala prebivalstvo, da je to pač cena elektrike leta 2030. Kar zadeva borzo, bodo vlagatelji, ki so kupovali tik pred zlomom, in propadajoči pokojninski skladi 4K odpisani kot naložbene izgube. To se bo razporedilo med milijone ljudi, ki na to stavo sploh nikoli niso pristali. UI bo preživela zlom, vendar jo bodo tisti, ki jim bo ostal kapital, uvajali počasneje, bolj praktično in bolj pošteno. Toda razliko med svetom, ki je bil obljubljen, in svetom, ki ga dejansko dobimo, bodo plačali tisti, ki si tega najmanj lahko privoščijo. Vprašanje ni, ali se bo balon UI izpraznil. Vprašanje je, kdo bo plačal račun in nosil posledice. In to verjetno ne bo OpenAI, saj jim bo zmanjkalo denarja, vendar ne iz razloga, ki ga mislite. Če želite izvedeti, zakaj, si oglejte OpenAI izgublja milijarde, ChatGPT je obsojen na propad, ali pa kliknite na ta video.